pozdravljeni. Še ena povej mi, kaj bereš, povem ti, kdo si, kjer se z zanimivimi ljudmi pogovarjamo o zanimivih knjigah in vedno znova se izkaže, da knjige veliko povejo o svojih bralcih. Jure Capudar, filozof in terapevt, sem te danes določila, da si, poleg še vsega ostalega, kar počneš. Če povem še en uvod, mogoče, kako je sploh prišlo do tega, sem bila pred časom na Juretovem predavanju zelo zanimivem o naturopatskih pristopih depresiji in kar me je navdušilo, je v bistvu humanistični horizont, ki si ga Jure tudi vključil. V bistvu na začetku je bil del, ki se je imenoval filozofsko-poetičen in ki, če sem prav razumela, se ti zdi, da je bistven zato, da razumemo različna stanja, ki se v medicinskem žargonu pojmujejo tako in drugače. Zdaj, zato sem dala na prvo mesto filozof. To si po izobrazbi, to si študiral. Kaj tebi pomeni biti filozof in zakaj je to pomembno za reči, ki jih počneš, če je? Težko. Težko vprašanje za izhodišče. Ne, bom govoril, samo včasih se moram vzeti. Wilsberg, en izmed avtorjev, ki bom danes tudi predstavil, pravi, da si moraš po vsakem pojmovnem sklopu, ki ga izražaš, vzeti 30 sekund molka, tako da prebavaš vprašanje in potem odgovor tudi. Tako da moraš pustiti nekaj časa, da ti drži želodcev, da mi poveš. Kar je v današnjem času malo problematično, ker smo pač nekako zunaj omejeni s časom. Tako da bom odgovoril, bom prebral en citat od enega poglavarja indijanskega iz te knjige, kako ne vam prodamo Modrino neba, ki v bistvu je zbirka govorov indijanskih poglavarjev, še posebej takrat, ko je bela rasa prevzemala primat na njihovi celini, so nekako taki labodi spevi indijanskih poglavarjev, oziroma kot bi rekel Arnold Mindell, kot nek sprehod smrti bi lahko to bil, ne? Se pravi, tisti zadnja predstava, preden nekaj umre. No in bom prebral en citat. Moji mladeniči ne bodo delali. Kdor dela, ne more sanjati. Modrost pa prihaja v sanjah. To je poglavar Smohala od enega od tih indijanskih ljudstev. No in to je v bistvu kar precej dober odgovor tudi na tvoje vprašanje, kaj pomeni filozof. Tako da, to je precej taka bogokletna misel za današnje čase. Ampak kot pravi Bertrand Russell, vsaka velika ideja se začne kot bogokletje. Tako da, filozofija ti enostavno da prostor, da se zares vprašaš, skratka, da pustiš, da te vprašanje zmelje dobesedno in da ne pristajaš nič manj kot to, kar te animira, tako bom rekel. Skratka, taka precej mazohistična zadeva je biti filozof v resnici in iz finančnega vidika in iz vseh drugih. Zanimivo, da danes verjetno to niso asociacije, ki jih, mislim to, da filozofi sanjarijo, mogoče dobimo asociacije v filozofiji, ampak ne dobimo pa asociacije, da to bi bila neka globlja transformativna praksa. Ponavadi se predstavljamo kot neko mentalno premlevanje nekih konceptov. Zato se mi zdi, da se na to tvoje lepo navezuje tudi, zato boš lahko ne razmišljal, ki je pa iz Platona. Torej, rojstvo zahodne filozofije, ne? Sokrat, veliki oče vseh filozofov, hodi naokrog po trgih in se pogovarja z ljudmi in tako se je cela stvar začela. In poudarek je, da ima ta reč globoko transformativen potencial. Lahko en odlom preberem, pa mogoče treba 100 minut ali dva, tako da boš 3 stvari lahko razmisliti. Aha, okej. In tako da razmislimo o tem, kaj pravzaprav ta veščina pomeni. In on pravi, Sokrat zase pravi, da je babica, ki pomaga rojevati modrost iz duš tistih, s katerimi se pogovarja.
Seveda je bilo pa to okolje izjemno patriarhalno, tako da je govor, dostop do tega so imeli zgolj moški in to se tudi zelo vidi in to ta odlomek tudi nenehno poudarja. To bom brala z malce manj navdušeno kot druge vsebinske dele. Moja babiška veščina v drugem ustreza tisti, ki jo imajo babice. Razlikuje pa se potem, da se upravlja na moških, ne na ženskah in da pazi na njihove duše, ki rojevajo, ne na telesa. No, najpomembnejše v naši veščini je to, da lahko na vsak način preiskuje, ali mladeničev razum poraja privid in laž, ali pa nekaj rodovitnega in resničnega. Kajti tudi meni je lastno to, kar je lastno babicam. Neploden sem glede modrosti in s tem, s čimer so me že mnogi osramotili, namreč, da druge sicer sprašujem, sam pa ne trdim ničesar, ker v sebi nimam nič modrega, me sramotijo po pravici. Intermezzo je znana ta Sokratova, vem, da nič ne vem. Torej, me sramotijo po pravici, resnično nič ne vem. Razlog za to je v tem. Bog me prisiljuje, da bi bil babica, a mi je preprečil, da bi rojeval. Zato nisem v ničemer prav moder, niti nimam kakšne iznajdbe, ki bi bila plod moje duše. Tisti pa, ki se z menoj družijo, se sprva kažejo, vsaj nekateri zelo neuki. V nadaljevanju druženja pa vsi, ki jim Bog to dovoli, osupljivo napredujejo, kot se zdi njim samim in drugim. No, očitno je tudi to, da se od mene nikoli niso ničesar naučili, ampak da so sami pri sebi našli in porodili mnogo lepega. Povzročitelj tega rojevanja pa je Bog in jaz. To je očitno iz naslednjega. Že mnogi, ki za to niso vedeli in so sami sebe imeli za povzročitelje rojstva, meni pa so izrazili prezir, so sami ali od drugih nagovorjeni odšli prej, kot bi bilo treba. Ako so odšli, niso le splavili ostalega zaradi slabega druženja z menoj, temveč so celo tisto, kar so z mojo pomočjo rodili, uničili slabo vzgojo, saj so laži in privide bolj cenili kot resničnost. Na koncu pa so se sami sebi in drugim zazdeli neuki. Eden od njih je bil Aristikel, Zimahov sin in zelo mnogi drugi. Ko ti spet pridejo in prosijo, da bi se družili z menoj, ter počenjajo čudne stvari, se mi pri nekaterih javlja božansko znamenje, ki mi preprečuje, da bi se družil z njimi, pri drugih pa mi to nadovoljuje, mi to dopušča in ti spet napredujejo. In tisti, ki se družijo z menoj, tudi trpijo, isto kot porodnice. Po dnevi in po noči jih namreč presunjajo porodne bolečine in so izpolnjeni z brezupom, mnogo bolj kot žene. Moja veščina lahko prebuja in pomirja to porodno bolečino. S temi ljudmi je torej tako. Pri nekaterih pa te je itet, če se mi nekako zazdi, da niso noseči in spoznam, da me nič ne potrebujejo, zelo naklonjeno posredujem v njihovi zaroki in z Božjo pomočjo precej zanesljivo uganjam druženje, s kom jim bo prineslo korist. Mnoge od njih sem izročil prodikom, mnoge pa drugim modrim in božanskim ljudem. To sem ti najboljši moj obširno pojasnil zaradi tega, ker domnevam, kot misliš tudi ti sam, da si v notranjosti noseč in imaš porodne bolečine. Izroči se mi torej kot sinu babice, ki je tudi sam babiško izurjen. In se potrudi, da boš na to, kar te vprašam, lahko odgovarjal tako, kakor moreš. Če bom pri pregledovanju tega, kar boš povedal, kaj je imel za priviti nekaj neresničnega in ti bom to potem iztrgal ter odvrgal, se ne razjezi, kot se zaradi otrok razjezijo ženske, ki prvič rodijo. Že mnogi čudoviti moji so dobili takšen odnos do mene, tako da so me pripravljeni naravnost gristi, ko iz njih iztrgam kakšno govoričenje. Ne mislijo pač, da to delam iz naklonjenosti, saj so daleč od vedanja, da noben Bog ni nenaklonjen ljudem in da tudi jaz nič takšnega ne delam iz nenaklonjenosti, ampak da mi nikakor ni dovoljeno pristati na laž oziroma videz in uničiti, kar je resnično, kar je bistveno. Zdaj tak dolg. Uvod v to, kaj je bila filozofija tudi na Zahodu v svojem rojstvu, se pravi nekaj, kar nam pomaga rojevati modrost iz duše in potem je še drugi pogoj, poleg tega, da so ljudje noseči, to je pa, da imajo veliko časa. Jure, kako se ti kaj, mislim, se ti zdi to smiselno s tem, kar... Sokrat to splatno se mi sploh ne zdi smiselen. Aha, okej. No, to bi tudi čisto sprejela, sam, da mogoče ne biti. Zdaj, ko si to brala, je
recimo Wilberg, Peter Wilberg, ki sem ga danes tudi mislil sabo, tako v taki obliki papirnati. On zelo podoben, kot tukaj Platon opisuje preko Sokrata to babiško metodo rojevanja modrosti, on v bistvu podobno funkcijo ima v našem času bolezen, ne, za Wilberga, oziroma celo pravi, da je depresija praktično edini substitut za modernega človeka, za filozofsko premišljevanje, ne, v našem svetu. Tako da, tukaj se mi je precej ena taka iskra v trni žgala, ker to vrstne teme, ki se pojavljajo že skozi praktično so pisane zgodovino, so na en način jih lahko razumemo skozi neko historicistično logiko, skratka skozi neko veliko interpretacijo, po drugi strani so pa povezane z izkušnjo vsakega živega človeka. Tako da tudi z vidika filozofije medicine, oziroma tega, kaj filozofija je fino se obrniti na stanja, ki nas mečejo ven iz ukvarjanja s preživetjem in s službami in s familijami in s prometom in s pač takimi nekimi vsakodnevnimi zadevami. In dejansko v današnjem času so dostikrat bolezni ali pa druga nenavadna ali pa ekstremna stanja zavesti edini način, kako se sploh srečamo s temi vprašanji. In dejansko se tudi takrat čas teče drugače. Tako da zelo težko sami zavestno poskrbimo za to, da se vzamemo več časa. Ponavadi nam je dan. In ponavadi nam je dan na tak način, ker nam ni preveč všeč. Skozi te porodne bolečine, v katerih ja, tudi to, ja. Tudi to. Zanimivo tudi, ko si brala, se mi poleg Wilbergove interpretacije filozofije kot oziroma bolezni kot nekega rojevanja oziroma neke porodne gestacijske faze se mi je pojavil še Grof in njegova transpersonalna psihologija. No, vse se malo povezuje s temi knjigami, ki sem jih danes prinesel. Tako da je lahko namreč, to nismo nič vadila, no, ampak jaz sem knjige zbral potem... 14 dni sva se menila, jaz sem iskala po zakladnicah filozofije. Jaz sem zbral te knjige tako, da sem zbral v njih prvih 5, tiste, ki so bili najvišji na kupu na nočni omarici, tako da to je bil moj kriterij izbere. Sem te ravno hotela vprašati, ja, kaj je bil, se pravi prvih 5, ampak ni pa najbolj naključe, da je prvih 5 tam, ker jih je recimo sobrca vložila. Ne, nimam sobrca. Da nimaš sobrca, da so se nekako tam znašle. Kaj je tisto, kar knjige pokliče na tvoja nočna omarica, da se znajde v tistem svetem polju? Zadnje čase je skoraj nekaj spontanga, oziroma tako zadnje čase so skoraj kot ena rešilna bilka te knjige večkrat. Oziroma to, kar je v nekaterih izmed teh knjig, to, kar je noter, zdaj ne vemo, če se to kaj je, ne, je meni osebno pomagal bolj kot karkoli drugega. Se pravi, nek stik z nekim smislom, bom rekel, če še pomenil besede. Tako da dostikrat se je dogajalo to, da sem imel neko življenjsko vprašanje ali pa nek problem, lahko tudi čisto telesen. In sem recimo odprl knjigo na poljubni strani in se mi je zdelo, da je tako kot recimo pri Harry Potterju ali pa pri kakšnih čarovniških buklah, da se napiše, da odpreš na tisti strani in se izpiše točno tisto, kar želiš slišati. Tako da nekako vedno bolj so na teh zgornjih predeljih naše marce te knjige, ki so v tem trenutku življenja zame pač življenjsko pomembne, no? In izkušnje ljudi, ki so jih pač napisali. Knjige lahko delujejo zdravilno, so tudi neke vrste naši terapeuti, zdravitelji in učitelji. Ja, oziroma pomen, ki skozi knjige seveda prihaja do nas, pomen lahko oziroma nek stik s nečim, kar
s čimer se oglasimo, lahko prihaja skozi knjige, lahko prihaja skozi druge, lahko prihaja skozi glasbo, lahko prihaja skozi bolezen, lahko prihaja skozi razne kanale. Zdaj, odvisno, kaj v določeni fazi življenja rabiš. Tako da teh 5 knjig najboljš do zdaj kar po vrsti ali pa po nekem intuitivnem vrstnem redu. Imajo kakšen vozni red, ki se ti zdel bolj smiselen od kakšnega drugega, s čim bi začela? V resnici tako, da takrat, ko sem se te knjige zbral, sem izbral po tem ključu, ki sem ga prej izrazil, potem pa v tem tednu vmes bi pa zbral že 5 drugih. Recimo, divjo hrano od Darje Corteze, ki zdaj je povlad, pa razne ti rožice pa tako. Tako da, no, ampak pa sem vseeno stal pred tem. V bistvu, na nek način skozi vse teče neka rdeča nit, ki se pojavlja pri meni v zadnjih letih, pa se mi zdi, da ne samo pri meni, ampak tudi nasplošno v polju oziroma v družbi z vsemi svojimi karakteristikami in izzivi. In recimo Nietzsche še posebej to so te knjige, no, ki dejansko jih bereš v neki drugi fazi svojega življenja, recimo neki študentski ali pa pozni najstniški fazi in te fascinira na nek drug način. Potem pa rabiš kakšno desetletje, da te življenje tako ali drugače preživeč in izplune in potem jih zopet primeš v roke in dejansko čutiš, da si se preklopil na nekaj, kar je večje od tebe, oziroma dejansko zaživi pomen v telesu in to je čisto en drug občutek, če je nekako samo interpretativno, filozofsko, akademsko, kakorkoli knjige bereš. Tako da, recimo, Nietzsche sploh je tak zdaj, ki dejansko se počutim tako, da bi ga bral z nekim obvozom, da ga ne razumem več mentalno, da ga razumem telesno, oziroma da govori z malo skozi telo. Tako da, ko smo bili pri telesu, lahko preberem. Zadovoljen s tem Nietzsche zelo, ne? Ja, jaz mislim, da bi bil, ja. Če začneva s filozofsko knjigo, Nietzsche to je govoril Zaratustra, knjiga, ki pravzaprav je na zelo zanimiv način filozofska. Če bi se nam kdo pridružil, se je še iz tiste zadnje sobe, klele spred imamo še malo stolov, ali boste tako nadaleč raš? Bomo tako. To prebral, da začnem eno tako temo, da odprem telesa. O zaničevalcih telesa se imenuje. Zaničevalcem telesa hočem povedati svojo misel. Naj se mi ne preučujejo in naj ne preučujejo, temveč naj se le poslovijo od svojega telesa. In tako onemijo. Telo sem in duša, tako govori otrok. In zakaj ne bi postali kakor otroci? Ampak prebojeni, vedoči pravi, skozi in skozi sem telo in nič zunaj njega. In duša je samo beseda za nekaj na telesu. Telo je velika umnost, množica z enim smislom. Vojna in mir, čreda in pastir. Orodje tvojega telesa je tudi tvoj mali brat moj, ki mu praviš duh. Majhno orodje in igrača tvojega velikega uma. Jaz, praviš, in si ponosen na to besedo. Ampak večje je, v kar nočeš verovati, tvoje telo in njegov veliki Ta ne pravi jaz, ta je jaz. Kar čuti, kar duh spoznava, to nima nikoli svojega konca v sebi. Ampak čut in duh bi te rada pregovorila, da sta konec vseh stvari, tako sta ničimrna. Orodje in igrače so čut in duh, za njimi je še vaš sam, oziroma sebstvo. Sam išče tudi z očmi čutov, posluša tudi z ušesi duha. Sam zmeraj posluša in išče, primerja, premaguje, osvaja, podira. Vlada in je tudi vladar raza. Za tvojimi mislimi in občutki, brat moj, stoji mogočen zapovednik, neznan mislec, ki se imenuje sam. V tvojem telesu živi, tvoje telo je. Več umnosti je v tvojem telesu, kakor v tvoji najboljši modrosti. In to nekaj ve, zakaj je tvojemu telesu potrebna ravno tvoja najboljša modrost. Tvoj sam se smeje tvojemu jazu in njegovim ponosnim skokom. Kaj so mi ti poskoki in poleti misli, se pravi, ovinek k mojemu namenu. Jaz sem povodec jaza in šepetalec njegovih pojmov.
Sam reče jazo, tu čuti bolečino in potem ta trpi in premišljuje, kako ne bi več trpel. In ravno zato naj bi mislil. Sam reče jazo, tu čutim slast, tedaj se veseli in premišljuje, kako bi se še pogosteje veselil. In ravno zato naj bi mislil. Zaničevalcem telesa hočem reči besedo. Prezirajo zato, ker se ozirajo. Kaj ustvari ozir in prezir in vrednost in voljo? Snujoči sam si ustvaril ozir in prezir, si ustvaril slast in bolest. Snujoče telo si ustvaril duha kot roko svoje volje. Še v svoji neumnosti in zaničevanju vi zaničevalci telesa služite svojemu samu, oziroma osebstvu. Rečem vam, še vaš sam hoče umreti in se obrača od življenja. Ne more več tistega, kar najrajši hoče, ustvarjati čez se. To bi najrajši, to je vsa njegova gorečnost. Ampak zdaj mu je prepozno za to. In tako hoče vaš sam v nič, vi zaničevalci telesa. V nič hoče vaš sam in zato ste postali zaničevalci telesa. Ne morete namreč nič več ustvarjati čez se. In zato ste zdaj jezni na življenje in zemljo. Nevedna zavist je v krivem pogledu vašega zaničevanja. Ne grem po vaši poti, vi zaničevalci telesa. Vi niste mostaviti nad človeka, ko je govoril Zaratustra. Mora se biti telo. Mi kliče. To je tako zelo... Ravno kaj so se pogovarjali o te pozabi Ničeja, recimo tudi v moderni psihologiji, pri Freudu, Lacanu, skratka, nekako in pri ostalih, ne samo pri njemu. Dejansko je na neki ravni, če si pustim malo akademske svobode, oziroma svobode od akademskosti, res, ko bereš Freuda, je tako dejansko, kot da bi gledal en otroški vrtec v primerjavi s tem, kar je tukaj noter. In Lacana, ki ga pa praktično nič jaz sploh nikjer ne omenjam. Tako da, no, to je tako bolj, bom rekel, filozofska tema. Meni je predvsem zanimivo zato, ker sem v praksi mojega življenja in v praksi dela z ljudmi in v sanjah in v določenih posebnih stanjih telesa blazno močno v stik prihajam s tem, kar je Niče na nek način interpel sam in hotel sporočiti. In on tudi sam reče, da on piše za tiste, ki bojo prišli čez 200 let. Se pravi, on je pisal za to, kar se zdaj dogaja. On v bistvu opisuje duhovno, družbeno, telesno pokrajino, ki je zdaj aktualna, če pač mu verjamemo. Tako to je kar fascinantna zadeva. Kaj pa se zdaj dogaja, Julija? Kako ti to vidiš, doživljaš? Marsikaj se dogaja. Več ljudi čuti, da vstopamo v neko pralnico, da vstopamo kot družba in kot posamezniki med, kar bi rekel Niče, med kladivo in nakovalo. Se pravi, da je neka... Večkrat se znajdemo v neki brezizhodni situaciji, navidezno brezizhodni situaciji, oziroma vedno več bolečine prihaja na plan, večja, če gledamo čisto statistično, se veča pojavnost raka, ne vem, kljub vsem napredku, duševnih motenj, vojn, ne vem, skratka, uničevanja in tako naprej. Tudi če se realno to ne dogaja, se nekako krepi ta občutek, da se nekaj ruši, recimo. Na več področjih in na področjih univerze, rekel, na področju ekologije, na področju odnosa do lastnega telesa, do lastnega zdravja in tako naprej. In če se malo na medicino, recimo, sredotočen, da ne bo šla preširoko, se vidi že čisto na tej ravni, bom rekel, javnih problematik, ki se pojavljajo trenutno, da so različne silnice, ki delujejo v zadju. Ne govorim tukaj o nekih teorijah zarote, ampak govorim o nekem procesu, ki je zelo elementaren, ki je večen, ki je od nekdaj z nami in se manifestira v
potrebi ljudi po iskanju nekih spremenjenih stanj zavesti, nečesa več, ne nujno v smislu neke religiozne izkušnje, česarkoli, ampak nekak en črv se je zaril notka nam da bi se umirili v svojih življenjih in da bi tudi sprejeli resnice, ki nam jih neke avtoritete pač postavljajo kot nekaj, kar čemu moramo verjeti. Tako da na nek način ta spust v nihilizem je kar dosti očiten in na ravni posameznikov in na ravni družbe, ki se seveda ne kaže vedno navzven, ampak je nek proces, ki večinoma teče v zadnjem. In kot ima družba nasplošno neke porodne bolečine, mogoče zdaj? Ja, čeprav po vsej verjetnosti je to nek cikličen proces, ki ga vedno mi, ki smo v določeni situaciji živi, dojemamo kot tragičnega. Ne? Tako kot lastno bolezen, smrt bližnjih, lastno bodočo smrt dojemamo kot nekaj tragičnega oziroma kot nek največjega izmed izzivov. To je neka taka arhetipska univerzalna stvar v mojem. Je pa zanimivo, da se trenutno, če imamo neko trdo skorjo na nekem živem procesu, v neki fazi začne mezeti ven skozi pore. In se mi zdi, da se to mezenje zdaj dogaja. Ta trdna skorja je še vedno prisotna, ampak to nekako sili ven nekaj, kar je malo drugače, kot smo navajeni. Ampak ne vemo čisto točno, malo je grozno, malo ne vemo, kaj se bo zgodilo. Na več nivojih. In to se odraža na nivoju politike, na nivoju, tako kot sem prej rekel, na več nivojih bivanja. In lahko s tem povežem, če zdaj predstavljam še ostale knjige. Castanedo spet berem po 10-letnem premoru. Moč tišine si izbral? Moč tišine sem izbral, ja. Castanedo je tako, če bi bil nek akademski filozof, bi mogel kar malo paziti, če bi tukaj na Castanedo tale prinesel, da ne bi službe naredil. Imamo vsi skupaj srečo, da nisi. Ena taka zgodba zanimiva o Castanedi, to mi je Peter Wilberg povedal, ko sem jim pri njemu. Mentor od Castanedi je bil Harold Garfinkel na univerzi v Los Angelesu. Eden izmed očetov, fenomenološke etnologije, se pravi, eden izmed prvih, ki je ta patriarhalni, pokroviteljski pristop k etnologiji probal spremeniti, se pravi, da smo mi neki vedci, ki raziskujemo druge, ampak je pač šel v ta pristop, da opazuješ to, kar je tam prisotno, pač v nekem ljudstvu, skratka, no. In mentor od Harolda Garfinka je bil pa Albert Schutz, ki je bil pa Heideggerov učenec. Tako da je ena neposredna povezava med Heideggerom in Castanedom. In meni je bilo dosti tako zanimivo, že ko sem študiral filozofijo, ko je prišlo na to spolsko področje nekih New Age duhovnih literature, so se zanimivi procesi začeli dogajati pri filozofih. Večino bilo, je začeli nekaj leteti z ustama. In dejansko vprašanje, če kdo sploh zares bere to, filozofov, recimo, ki ne bi pač razumeli stvari in malo drugače. In ko zdaj berem Castanedo, so tam teme, ki so praktično do neke točke, če bi si pustil malo proste interpretacije, skoraj da korak naprej od Hegla, korak naprej od tudi Nietzscheja, korak naprej od Heideggera in tako naprej. Korak naprej v tem smislu, da to, kar je pri vseh teh avtorjih na nek način še vedno, zaradi tega, ker jih pojmujemo kot neke filozofe, ki jih skoraj noben ne razume, kar ostaja nekje v nekem akademskem diskurzu, je dejansko v tem oči tišine, kaj iza tega, kar Castaneda tudi opisuje, je blazno velike nekih bogatih tem, bom rekel, ki so zelo zanimive v širšem smislu.
In to je ravno, se mi zdi zanimivo, pri Castanedi, ker to provokativno vprašanje nam postavi. To, kar sem jaz pisal, je to res se vse zgodilo. Ker nekaj zelo hitro zavrnejo, to si on se zmislil, Don Juan sploh ne obstaja, to ni ta fikcija in tako naprej. In že v samem tem vprašanju je odgovor na vprašanje. Ne? On dejansko piše o tem vprašanju, je to vse res, kar jaz pišem, oziroma kar govorim. Tako da Castaneda je zelo bogokleten avtor, ampak zaradi tega je kar zanimiv. Sploh za akademski svet je precej problematičen. Poleg pa še čisto na osebni ravni. Ne? Spet tako, če bereš knjige akupunkturno, se pravi, da odpreš določeni strani in si z določenim vprašanjem, ki te melje v določeni fazi tvojega procesa, odpreš na določeni strani in vidiš, kaj se zgodi. Ne? In več, kaj se zgodi, da te ta moč tišine da osebno pretrese. Ne? Se pravi, to, kar prihaja ven iza besedila. Ker dejansko knjiga je pač na eni ravni sam knjiga, ne? Ampak kot je telo sam vreča biokemičnih procesov, ne? Če gledaš medicinsko recimo. Ampak to, kar je bistveno, je to pač, kar je iza tega, ne? Se pravi ta pomen, se pravi knjiga ne moreš tako razumeti, da narediš kemično analizo listov in črnila, ne? To je tisto, kar te lahko v določeni fazi življenja ali pa neke življenjske krize, v kateri si dejansko deluje boljš kot vsako zdravilo, ker na voljo. Ta stik s smislom, bi lahko temu rekli. Menim si, da je zelo plodno, da je zelo veliko tem, ki se ti zdijo tudi bistvene. Recimo, katere bi ti izpostavil? Glede na to, da moram predstaviti ostale knjige, bom govoril tako konceptualno. Jaz mislim, da je vedno bolj sploh če ne spet malo bolj na terapevtske vode, v kontekst zdravja, telesa, smrti, bolezni in tako naprej, vedno bolj postaja ob tem, ko medicina tehnično napreduje, vedno bolj postaja vprašanje učenja od smrti, norosti, bolečine, stiske, krize in tako naprej, vedno bolj pomembno postaja. Vedno bolj, ker želimo pogledati pod vsak kamen, to vprašanje vedno bolj močno postaja. Ne? Se pravi, ta drugem koncu se krepi potreba potem, da se začnemo spet učiti od teh stvari, ki se hočemo znebiti. To se mi zdi zelo pomembno, kar je tudi na nek način tema te knjige, Spiritual Emergency, When Personal Transformation Becomes a Crisis. Tukaj so zbrani teksti raznih avtorjev. Urednika sta bila Stanislav in Kristina Grof. Stanislav Grof je bil pač priznan psihiater, ki je začel raziskovati spremenjena stanja zavesti in potencial spremenjenih stanj zavesti in psihedelično psihoterapijo in tako naprej. In v bistvu večina avtorjev te knjigi so psihiatri ali pa klinični psihologi po izobrazbi, ki so na drugačen način in teoretsko in praktično se lotili problema duševnih motenj in tako naprej. Tako da ta tema je trenutno v mojem življenju zelo aktualna, tako in intimno in v tem, kar počnem, bom rekel poslanstvu. In sploh na področju smrti ali pa norosti so te odpori, ta moč še toliko večja. Se pravi, ta zanka, ki se ustvari med tistimi, ki so v naši družbi zadolženi za to, da se ukvarjajo s temi stvarmi, ki jim dajemo moč za to, da se ukvarjajo s temi stvarmi, in med procesi, ki se dejansko v ljudeh dogajajo. Tukaj je kar trenutno se veliko dogaja na tem področju, tako da to je ena tema, ki se mi zdi zelo pomembna.
Naslednja tema, ki je večno pomembna in tudi srednja tema filozofije, od nekdaj je smrt, v širšem pomenu besede. Sokrat tudi pravi, da filozofiranje je pravzaprav priprava na smrt. Ja. Ker tudi slabo preiskanega življenja, v katerem se nismo vprašali, zakaj živimo in zakaj je smiselno živeti, sploh in vredno živeti. Ja. No, ko sem glih pri tem, bom prebral še en odlomek iz Castanede. Sej, najbolj še čisto naključno bo šlo do tega, da zdaj tem govoriva, ker sem se ravno to označil. Skratka, zgodba gre o tem, v tem poglavju, da nekako Castanedo zadržuje to, da se pač boji smrti. Ta strah pred smrtjo je tista ovira, ki marsikaj spremeni oziroma nam prepreči marsikakšen napredek ali pa korak naprej. In Don Juan mu reče, da moraš poskrbeti, da moraš zalezovati samega sebe oziroma poskrbeti za te sunke, ki te odpirajo v to tišino oziroma onkraj skrbi kot take. No, in potem prebere in Don Juan pravi, da uporablja ali misel na smrt za to, da doseže ta sunek, ali pa pesmi. In pa mu Castaneda prebere eno pesem in potem Don Juan reče to. Ko slišim besede, je rekel Don Juan, ko sem nehal brati, čutim, da pesnik vidi bistvo stvari in sam vidim z njim. Ne zanima me, o čem govori pesem. Zanima me samo občutek, ki mi ga prinaša pesnikovo hrepenenje. Sposojam si njegovo hrepenenje, z njim pa si sposojam lepoto. In čudim se dejstvo, da je on, kot pravi bojevnik, razsipa tistim, ki jo sprejemajo, opazovalcem. Za sebe pa zadrži le hrepenenje. Ta sunek, ta šok lepote je zalezovanje. Zelo sem bil ganjen. Don Juanova razlaga je zabrenkala na globoko struno v meni. Bi se dalo reči, Don Juan, da je smrt edini resnični sovražnik, ki ga imamo, sem ga vprašal trenutek kasneje. Ne, je rekel z gotovostjo, smrt ni sovražnik, čeprav se tako dozdeva. Smrt ni naš uničevalec, čeprav mislimo, da je. Kaj pa je potem, če ne naš uničevalec, sem vprašal. Čarovniki pravijo, da je smrt edini vredni nasprotnik, ki ga imamo, je odvrnil. Smrt je naš izzivalec. Rojeni smo, da sprejmemo ta izziv, običajni ljudje ali čarovniki. Čarovniki vedo zanj, običajni ljudje pa ne. Jaz bi rekel, Don Juan, da je izziv življenje, ne smrt. Življenje je proces, s katerim nas smrt izziva, je rekel. Smrt je aktivna sila, življenje je samo arena. In v tej areni sta v vsakem času samo dva bojevnika, posameznik in smrt. Rekel bi Don Juan, da smo mi človeška bitja izzivalci, sem dodal. Sploh ne me je zavrnil, mi smo pasivni, razmisli o tem. Če naredimo potezo, je to samo zato, ker čutimo pritisk smrti. Smrt daje tempo našim dejanjem in čustvom in nas neizprostno žene, dokler nas ne zlomi in zmaga v spopadu. Razen, če se sami ne dvignemo prek vseh možnosti in smrt premagamo. Čarovniki premagajo smrt in smrt prizna poraz s tem, da jih izpusti in jih nikoli več ne izzove. Ali to pomeni, da čarovniki postanejo nesmrtni? Ne, ne pomeni tega, je odvrnil. Smrt jih neha izzivati, to je vse. Ampak kaj to pomeni, Don Juan, sem vprašal. Pomeni, da se je misel preobrnila v nepojemljivo, je rekel. Kaj je obrat mislil nepojemljivo, sem vprašal in se trudil, da ne bi zvenel bojevita. Najna težava je v tem, da si ne deliva enakih pomenov. Ok, kaj končal, se gre še naprej. Skratka, to, kar Castaneda, v kar uporablja pojem čarovnik, je v veliki meri zelo sorodno temu, čemur Nietzsche reče nadčlovek, oziroma čez človek. Ibermensch, nadčlovek ima malo je obložen z določenimi z ideološko težo. Ibermensch je lahko tudi čez človek, se pravi tisti, ki gre čez se. In to se lahko razlagamo na več načinov. Skratka, je pa več enostavnih načinov, pa več načinov, ki niso tako enostavni, ki dejansko jih moraš doživeti na nek način, da jih lahko prebaviš. In sploh se pojavlja precej nekih mest, kjer Nietzsche sili van iz Castanede, oziroma je ta Nietzschejev Zaratustra in ta oseba, ki reče Castaneda Don Juan, so
zelo sorodna. No, to se zdi, to pa še nisem pomislila. Ja, se pravim, zdaj, nekaj je to, da ostanemo na ravni neke interpretacije teksta. Ne ostanemo. Zanima me to, da to odpira, se mi zdi eno drugo stvar, kako se ene določene, mogoče kot arhetipi neke modrosti ali pa nekega izgovarjanja, ali pa kot temu ti praviš pomen, neki, kot bi bil Zaratustra, nek lik, skozi katerega govori nek pomen, kot bi bil Don Juan, nek lik, skozi katerega govori nek pomen, kot bi bil Arnold Mindeli, nek konkreten lik, skozi katerega govori nek pomen, ampak ta pomen prihaja iz neke sorodne, nekega sorodnega prostora, recimo temu, kaj se ti zdi v tej ideji. Paradoks tega, da govorimo o tem, je ta, sploh je, bom povedal, bom dokončal misel, ampak najprej nekaj o paradoksu. En izmed bistvenih spretnosti čarovnika, Castanedi, konec koncev tudi filozofa, pa konec koncev tudi terapeuta, konec koncev tudi človeka, ki je soočen s, bom rekel, s smrtjo, z norostjo, z boleznijo, s temi življenjskimi situacijami, ki so drugačne, no, ki so spremenjene, ki se peljajo neko spremenjeno stanje, je to, da si sposoben živeti paradoks. Tega večinoma nismo navajeni. Se pravi, razmišljanje je osnovano na logičnih pravilih, komunikacija je osnovana na logičnih pravilih, razumevanje je osnovano na logičnih pravilih in telo v svoji tišini je pa vedno paradoks, tam pa logična pravila zginejo. In to večino... Kaj je stavek, oprosti, moram ga ponoviti tako lep. Telo v svoji tišini je vedno paradoks. Resnično to. Ne, mislim, paradoks je v tok, da vedno skušamo razumeti to, kar se nam dogaja, skušamo si pomagati, skušamo iti ven, skušamo nekaj narediti, skušamo poslušati avtoritete oziroma nekoga, ki nam pomaga in dostikrat nekako ne moramo tam, kjer smo, ne moramo tega, kar se dogaja, uskladiti, se pravi naših občutkov, naših bolečin, naših sanj in razumevanja tega. To mislim, da je bistvo tudi te knjige na nek način, oziroma ta osnovno sporočilo, ki na neki ravni lahko ostane čisto tako, kot neka mentalna vaja. Ampak jaz mislim, da vsi prej ali slej doživimo to, o čemer se tukaj govori. Če ne drugega v tisti zadnji predstavi, preden zamenjamo agregatno stanje. In o tem Arnold Mindel obširno govori v vseh svojih delih. Arnold Mindel, če gremo na naslednjo knjigo, oziroma še eno vprašanje moram govoriti, ne? Okay. Puši. Skratka, Arnold Mindel je sicer fizik po izobrazbi in ko je šel delati on je Američan, je šel doktorat delati v Zürich in tam je gotovo, da je fizika mogoče malo preveč suhoparna, oziroma neki njegove telesni problemi in neke sanje, ki jih je imel, so ga pripeljali do Marie-Louise von Franz, ki je bila Jungova učenka, in je potem šel v jungovsko psihoterapijo in je ostal v Zürichu in 25 let tam razvijal svojo metodo, ki je reče process work, oziroma delo s procesom. In druga pomembna stvar je pa ta, da je bil dober prijatelj s parimi živinami, se pravi s direktorji psihiatričnih bolnic in tako naprej. In je postal znan po tem, da so njega takrat poklicali, kadar res niso imeli več kaj narediti. In so rekli, naredi, kar lahko narediš. In je delal predvsej s psihozami, z umirajočimi, z ekstremnimi stanji. In je nekako skozi združil, bom rekel, te svoje fizikalne encime in te izkušnje s spremenjenimi stanji zavesti v tem svojem konceptu dream body, oziroma
sansko telo mogoče ni preveč primeren prevod, ker je tako kot sanska ženska, ali pa se neka oblikovana telo, ampak recimo sanjajoče telo, ali pa telo sanj bi bil bolj primeren termin. Tako da, no in ta razširitev naše izkušnje življenjske, ta dream body, poanta je v tem, da ne negira ničesar, se ukvarja s tem, kar je. Če je roza nosorog v tej sobi, pač je. To je, tako je. In iz tega je izpeljal skratka kup zanimivih knjig in je, zame trenutno en srednjih učiteljev, lahko rečem. Tako da, ko smo bili pri Arnoldu pa pri smrti, lahko preberem še iz njegove knjige in odlomk. Aha, prevajam sprot, vsi razumete angliško. Ok, prav. Se ne bo predolgo. Namreč s tem branjem vlečem eno rdečo nit skozi te knjige, no. Tudi neko rdečo nit, ki sicer malo vedno zapleta, ampak je prisotna. Death or sorcery in slow. The body wants to dream. It needs to reduce stress and also to become the creator of trouble. It wants to live at the edge of the unknown and gets weak if it's only protected or healthy. The dreaming body requires more than wellness. It wants challenge, risk, personal power and freedom. Even more than this, the body must seek danger in order to become itself. The dreaming body will never be healed through healthy living alone, because it seeks the uncanny, progressivo, at the edge, through dreaming. Don Juan puts it dramatically when he says that the body loves terror and darkness and gains personal power from those elements. Your body is on a creative journey. In your fantasies, dreams, and reality, you return to magical places, moments, and teachers who have given you access to power. You review problems and traumas and experiment with ecstasy in your dreams, not only to untie the knots of your personal development, but to search for increasingly difficult tasks and experiences. The ability to be yourself requires more than self-knowledge. It is a matter of loving, struggling, failing, and rising again. Therefore, after powerful inner experiences, you return home, not only for sentimental reasons, but because this everyday life is as much a wilderness as the forest is. Today, shamanism must deal with the world on fire, one huge hot greenhouse, troubled democracies and impossible relationships. This world is part of everyone's path of heart, and everyone around you seeks transformation. Returning to the everyday world not only reconnects you to what you have left behind, it reminds you of what was boring and painful and catapults you into a life and death conflict, living with the Nagual in the city. Nagual je ta Castanedin termin za drugo pozornost, oziroma za sebstvo v resnici, oziroma za to izkušnjo. Lahko najdem eno, ko zelo lepo pove, kaj je Nagual. Your home challenges you to realize your visions in everyday life. But since your experiences may conflict with the lives of others, everyone will have to change. And as we all change, we in turn transform shamanism, for its ancient setting is no more. Forgetting shamanism will never work, because psychology and medicine become one-dimensional without their ancient sister. Thus, shamanism will have to play a major role in reshaping our helping professions. Mogoče lahko še prevedeš, mislim za... Okay. Povzel bom. Povzameš, če bi kaj. Bom povzel malo širše. Skratka, kot govorenje o Castanedi, o akademskih krogih, kot tudi govorenje o šamanizmu, izven etnologije, malo kar tako, je bilo vsaj nekaj časa nazaj, precej problematična zadeva. Tudi Arnold Mindel je šel skozi to bitko sam s sabo, se pravi, neki je gospod Mindel, se pravi fizik, psiholog, resen in tako naprej, imel notranjo bitko, se pravi bitka med temi zunanjimi
silnicami, notranjim dream bodyjem, oziroma to silo, ki mu ni dala miru, ne, kako se zdaj, kam se postaviti. In mu je potem na nek način neka telesna izkušnja pokazala pot, da če ne bo izrazil necenzurirano to, kar je njegova pot srca, da bo umrl dejansko. Mi smrt pač razumemo kot nek biokemični proces, ne, se pravi, to je večinoma razumemo tako v tej družbi. In to na neki ravni je res, ne. Vprašanje pa, kaj je tist, kar niče prav, kaj je proces na ravni sebstva, oziroma tega, kar je samo za nami, da dejansko pa biokemično umremo. In skratka, v enem aforizmu to povzeti. Ne bo več. Skratka, izzivi, vsak posameznik na nek način živi potencial biti čarovnik oziroma spoznati nekaj, kar je bilo mogoče rezervirano za Odiseja, Magellana, ne vem, kaj vse. In Arni prav, da telo oziroma to razširjeno telo, sanjsko telo sanj, nam to omogoča, če si upamo. Ne? Pot pa ni lahka, ker smo soočeni z zunanjimi inkvizitorji, z možnostjo smrti, z možnostjo norosti, z možnostjo zapustitve, z možnostjo večnega prekletstva, z možnostjo, skratka, vsi najhujši strahovi nas na tej poti na nek način omejujejo in hkrati tudi učijo. Ne, to je nekako tako v 3 stavkih, to, kar Mindel hoče povedati. In tudi z namenom je uporabil ime šamanizem, ker je problematično z več vidikov, ampak spet, če ga razumemo akademsko, skratka kot neko etnološko specialnost ali pa kot nek New Age termin, za ne vem kaj. Ampak to vse obstaja. Vsako razumevanje, kaj ima neko realnost, ima nek pomen. In dejansko ne moramo reči, da je neko akademsko razumevanje šamanizma več vredno kot New Agersko ali pa neka osebna izkušnja s spremenjenimi stanji zavesti, s življenjskimi krizami in z ostalimi stvarmi. Če jaz mogoče tiste stvari, ki so meni ostale v spominu iz tega odlomka, kar se mi zdelo zelo zanimivo. Telo noče biti samo zdravo, noče biti navarno, telo kliče potem, da bi, kaj že sem pozabila, to se mi zdi zelo dobra, ker mi smo, in da samo s temi postopki zdravega življenja ne bomo postali resnično zdravi, ozdravljeni, celoviti, ne? Kar je v bistvu, zdaj ne samo, da izstopaš iz pozicije akademskega filozofa, ampak tudi tega, kar se v bistvu v raznih terapevtskih vodah pod filozofijo zdravega življenja, v bistvu, kar razumemo pod to, ne? Pravzaprav vse te knjige tudi to postavljajo pod vprašanje, ali je v bistvu biti imeti sanjsko telo v tistem smislu marketinškem družbene paradigme zdravega, lepega, mladega, fit telesa. Ali je to tisto, kar je zares smisel ali je to smisel nekje drugje? V bistvu skozi vsa dela Arnolda Mindela je, lahko bi jih imenoval hvalnica norosti in smrti. Tako da, s tem, da seveda z obširnim komentarjem ob tem, ampak tukaj je, tako je, jaz mislim, da to je tudi bistven del Mindelovega učenja, je to, da vsak ima svoj individualni proces, tako da dejansko ne narediš nobene usluge nobenemu, če daješ splošne predelitve, kakorkoli so že premišljene, ne, se pravi, tako je, ali tako je, ne, tudi to, ko si me vprašala, nič ni narobe s tem, čemu rečemo skrb zase, zdravo življenje, higiena, skratka, ne.
ima pa vsak posameznik svoj proces okrog tega. Ne? Zelo različne motivacije imamo za to. Različne življenjske situacije nas vodijo v take drugačne odločitve. Skratka, vse ima neko svoje mesto v strukturi tega procesa, ki ga živimo. Proces, kar on imenuje proces, oziroma tudi process work, oziroma procesna psihologija, ki jo je on postavil. Proces pomeni, podobno kot v taoizmu, koncept ta, se pravi to, kar je. Če spet navežem na Heideggera pa na Castanedo, to je osnovni objekt, če lahko rečem, fenomenologije, to, kar je, brez cenzure, brez interpretacije in tako naprej. S tem, da se seveda stvar ni tako enostavna. V resnici rabiš večkrat umreti, simbolno ali pa tudi realno, da prideš v stik s tem, kar je. Da to je vedno kar neko popotovanje, da prideš do tega. Skratka, proces pri vsakem posamezniku ga pelje, kamor ga pač pelje. In doskrat pač nimamo kaj dosti besede pri tem. Mislimo, da imamo in tudi te vzvodi, ki naj bi jih imeli za to, da sledimo neki svoji viziji enega srečnega, zadovoljnega življenja, so velikrat neko bupan poskus, da bi se te grozi, tega kaosa, teh biokemičnih procesov, kaj tle spodaj noter izognili. Tako da nekako tako namenoma pozabljamo na to grozo, ki je tle pod našimi, na neki ravni groza, dokler ne postane nekaj absolutno lepega, ampak do tja moramo prideti. In medicina nam nič kaj dosti ne pomaga pri tem, da bi se te grozi izognili vlastnih teles v resnici. In v smislu mesa in v smislu vsega tega, kar so naše telesa oziroma naša telesa sami. Se pravi, v tem širšem smislu dojemanja telesa nismo omejeni samo s kožo, ampak če naše telesa raztezajo v prostor, tako da in nam lahko povzročajo vse možne izkušnje od nebes do pekla. In najtežje je sprejeti ravno to, in to je tudi, recimo, če se spet vrnem na Nietzscheja, ta njegova misel večnega vračanja enakega, pa tega, da lahko to nosimo, on pravi, da dejansko izstopimo iz trpljenja, ne na ta budističen način, da pač preko večjih življenj dosežemo izstop, ampak da dejansko moramo sprejeti to, da ne bo nikoli konc tega trpljenja. In da rečemo, ja, okej, v redu je, točno to hočemo. In to on prav temu najtežja misel, oziroma brezdaljna misel, ki jo je težko misliti. In potem je še pojem amor fati, ljubezni do lastne usode, ki je tudi v bistvu zelo uporaben terapevtsko, ampak si ga je treba nekako prislužiti. Tako da amor fati je v bistvu to, da si lahko zamišljaš ali pa da živiš najhujšo stvar, kar si lahko zamisliš in ne samo, da jo sprejmeš, ampak da dejansko jo sprejmeš kot nekaj, kar je nujno za to, da greš čez. Kam čez greš, to pa noben ne ve, to je pa ta močne tišine, oziroma tam, kjer se misel obrne v nepojmljivo, v nerazumljivo. In to ni nič abstraktnega. Vsi imamo to tukaj. Vsi imamo ta poligon tukaj. In vsi dejansko, pač eni smo razočarani, ker nismo Odiseji, Magellan in ne vem kaj, skratka, ker nimamo nekih teh zonalnih močnih izkušenj, ampak vsi bomo šli skozi svoj ta sprehod smrti in takrat po vsej verjetnosti je to nekaj zelo veličastnega. Tako, če verjamemo ljudem, ki so dali svoje skozi. In tukaj sem našla, prej sem se dogovarjala, a se pravilno izgovarja nagual ali nagual? No, bom kar rekla, ker se ti rekel nagual, bom ponavljala, zato bom tako rekla. Če bom za doskrat to ponovimo, pa se tako reče, pa vsaj danes. Na to je pojasnil vlogo voditelja v življenju čarovnikov.
Rekel je, da je voditelj Nagual in da je Nagual moški ali ženska z izredno energijo, učitelj, ki premore treznost, vzdržljivost in stanovitnost. Nekdo, ki ga vidci vidijo kot svetlečo kroglo s 4 razdelki, kot bi bile 4 svetleče žoge stisnjene skupaj. Zaradi svoje izredne energije so Naguali posredniki. Njihova energija jim omogoča črpati mir, usklajenost, smeh in znanje neposredno iz izvora, iz namere in jih prenašati svojim družabnikom. Naguali so odgovorni, da poskrbijo za tisto, čemur čarovniki pravijo minimalna priložnost. Zavedanje človekove povezave z namero, torej s tem, kar nas presega smislom, bi rekel. In zdaj me je prišlo tega spodlomka, sem se nenadoma spomnila prej, ko si Naguala pri omenu. In me je prišlo, da pravzaprav ta sokratski odlom, ki sem jih prebrala, da je Sokrat pravzaprav tukaj v vlogi Naguala. Bi lahko tako rekel. Čeprav pa Castanedi, recimo, je Nagual hkrati oseba in prostor, ne? Skratka, ni ločitve med oseba in prostorom. Tako da, jaz mislim, da itak te izkušnje biti človek, oziroma tega univerzuma, ki zre sam nase, ne, so po vsej verjetnosti univerzalne in se katene niti vlečejo skozi izkušnjo, ne? In je bolj pomembno, da v določeni fazi na nek način se oglasiš s to izkušnjo. In dejansko, ko se oglasiš, lahko zazveni ta simfonija nečesa, kar dejansko je onstran besed skozi kakršenkoli tekst skoraj. Tako da bi lahko marsikaj povezal. Ampak na neki ravni je pa tako, da to, kar zdaj govoriva, pa pišemo doktorate, jaz ne. No, v bistvu moj dream body, moje telo sam ga že dolgo piše, ampak nekako še ni. Oziroma občasno preberem kaj, kar je moj doktorat, sem ga en drug napisal, pa začnem šiti. Neč na moj. No, skratka, ampak na neki ravni izkušnje tega sanjajočega telesa je to, kar delamo v bistvu neko praskanje po površini. Pa ne praskanje v negativnem nekem smislu, v pomaševalnem, ampak dejansko je tako, kot da bi tudi razmislek o nečem ali pa konec koncev tudi znanost, ne, bi lahko razumevali kot to, da rišemo eni boljši, eni malo slabši, neko Sikstinsko kapelo, neko bog, ne. Obok je vedno obok zaradi prostora, ki ga oboka, ne? In obok je vedno lahko obok samo zato, ker je neka gravitacija. Skratka, tako, če je malo metaforično pogledamo, je razmišljati o tem super in skratka, tudi konsenzualna realnost je lahko ponudi ogromno stvarjalnosti, ampak pri večini ljudi v nekih spremenjenih stanjih zavesti nekako pride do tega, da začutijo, da je to samo risanje po površini oziroma neka umetnost, ki se dogaja na neki opni. Ampak je čisto okej. To ne pomeni, da nekaj zamujamo ali pa karkoli. Nekako sporočilo vseh teh knjig, ki so na mojem način marti zadnje čase visok, je to, da dejansko nimamo kaj dosti besede pri lastnih življenjih. Beseda imamo vedno zamudi. Vedno se najprej nekaj zgodi, tako kot iz onega odlomka ničevega. Vedno se nekaj najprej zgodi in mi potem zato, da nas ne odnese v brezno kaosa, pač neko besedo postavimo. Ja. Tako da, v bistvu zelo osvobojajoče, ne takrat, ko dojameš to, ali pa ko prebereš, ampak ko nekako te pretrese, oziroma kar prav Castaneda, ki te sune, ta sun hitro pozabiš, zato ker moraš na nek način, moraš. Imaš možnost, da živiš tudi v tem svetu, zdaj pač tih 80-90 let, karkoli, pa manj, pa več.
pozabiš na ta sunk, ampak ta sunk je tist, kar več kot je teh sunkov, ali pa nekih šokov, več je enega zaupanja, več je tega amorfatija, da pač rečeš, ja, ok, tako, točno tako. Oziroma, tudi če se nekaj trudam, se pozdraviti ali pa nekaj rešiti, pač v resnici je zadnji nekaj, kar prenči, ta ta zvok, se mi zdi, da je prisvaten tam. Tako da, to je tako sporočilo, se mi zdi. Zdaj, knjigo, ki si jo meni napovedal, pa nisi prinesel, pa bi rekla, pa bi si želela, da je vseeno znala vsaj v duhu, je knjiga Petra Wilberga, Little Black Book of Depression. Zdaj me prinesel. A ja, si jo? Ja, jaz sem skriva se, Petra A ja, skriva se, okej. Little. No, da nje še nisem prišla. Se mi pa zdi, da je zelo pomembna. Mogoče, če poveš svojo zgodbo s Petrom Wilbergom, Petra Wilberga imamo tudi v slovenskem prevodu, njegovo knjigo Bolezen je zdravilo, ki ravno pravzaprav odpira en popolnoma drugačen pogled na bolezen, kot bolezen, ki nam omogoči, da doživimo neke določene procese. Kakšna pa je tvoja zgodba s Petrom Wilbergom? V bistvu imate kar intimno zgodbo s Petrom Wilbergom. Ja. Če bi ga videli, kako zgleda, mislim, da imam stresa. Ne, kako močen izgleda, ampak no, ja. Ne, skratka, no, ta knjigca bo šla, upam, da kmalu pri Igarni sanje. Bo taka drobna črna z belim napisom, tako kaj ena širna pismarica ali kaj takega. Upam, da bo končala v čakalnicah v psihiatriji, pa v drugih takih ustanovah. Tako da, skratka, z njim imam tak odnos, da sem nekako prišel do njega, nekako sem najdel njegove tekste in ta naš modern živčni sistem v obliki interneta, Facebooka in tako naprej. Če gledaš Zemljo, dosti daleč je ta internet nek živčni sistem, ne? Zdaj se je samo materializiral, včasih pa najbrž drugače komuniciral. No, skratka, sem ga kontaktiral, da skratka, ta Facebook je zanimiv zato, ker lahko tako, kot en oboževalec tako svojega tega čitla, tako se šalim, ste mi fajna, bi mogoče kaj, ne vem, sodelovala in tako naprej. In pred se odgovoril, potem smo eno njegovo knjigo prevedli, to Bolezen je zdravilo. In sta prišla z njegovo partnerko sem in sva se nekako ujela, tak vrtinc idej. In on je 4 škatle med tem skladil, in sva ene 4 ure debatirali in potem je on povabil k njemu v domov. In so imeli 10-dnevno tako šolanje 1 na 1, zelo malo kisika. Angleški dnevni sobi, pokadil 3 škatle čikov, vmes med tem, kar sva delala. Pa mi tak naučil, da dejansko ne rabimo dihati, ne, sem televizija. Tako da, pa sem se zmenila, da bo oken na kip odprt. On je ful suh, pa ga skozi zebe, pa je tako oken, ne te bo. Ampak po 3 dneh glavobolov sem se navadil na to. Tudi v tem prostoru postaja že tako primerno za to temo, da lahko izkusimo v telesu. Ja, Wilberg je zelo zanimiv človek in filozof, on je filozof pa psiholog po izobrazbi, ampak je tako odpadnik akademski, nekako ni mogel tam dihati. In se je odločil, da bo pač samo pisal. To bo že nekako preživel in od 35. leta naprej napisal 60 knjig, tega 30 izdanih. Tako dejansko sledi temu, kar je začutil, da mora delati. Je pa zanimivo zato, ker vleče iz ogromno enih tradicij, od kašmirskega šivaizma, to je ta tema, do marksizma, do Heideggera, do teh avtorjev, ki se ukvarjajo s filozofijo medicine, širno in tako. Ima pa tudi sam ogromno nekih metafizičnih izkušenj, ki jih tudi med drugim eni izmed knjig opisuje. Tako
Tako da sem kar malo prestrašen, da pri njemu skozi, ker nisem čez vedel, kaj se bo zgodilo. In pa sem mu povedal to, da je meni kar malo tesno, ne vem čisto točno. Tam imaš slike Šive, pa Ganeša, pa ne vem kaj. Pa imaš en tale model Kalašnikova pa nekaj megačne žvali, tako pravom. Kakšnega Marca pa Ja, no, se Šiva. Ima nek portret njegove pace, on mi ne bi zameril, če to govorim. Ja, vse je zelo pa je. Pa ima njegov portret njegovega, bom rekel, zaveznika, ki ga je videla njegova partnerka, ki sta delala nek postopek in je tudi kar zmrazi. Pa sem mu rekel, da je malo tesno, ne vem čisto točno, kako naj se aklimatiziram, pa je rekel, se je strah, no, pa te moramo pa na temno stran inicirati, če te je strah. Tako da, no, to nima veze s to knjigo. V bistvu jo ima. No, ima. Pa ta temna stran je nekaj drugega, kar si predstavljamo. No, če grem v tej knjigi, ta knjiga v bistvu na glavo vrača ta klasičen pogled na duševne motnje, še posebej na depresijo. Ker smo vsi tako ali drugače zavezani, je toliko močen na tem polju, da pač mu ne moramo uiti. Pa tudi dejansko je to neko stanje, sicer depresija je samo beseda in več. Tukaj gre za eno celo plejado zgodb in izkušenj posameznikov, ki se jih nekako stlači v nek pojem. Ampak dejansko je manjka prostora, kamor bi se lahko ljudje umestili, ki grejo skozi določene procese življenjske ali pa svojci, ki so ob njih in tako naprej. In potem se v tej interpretaciji depresije dejansko ne da dihati. No. In ta knjiga je zanimiva, ker v bistvu tako na glavo obrača te predpostavke in ponuja nek drugačen pristop. Širi nek prostor, na katerega lahko razmišljamo o depresiji in tudi smo depresivni oziroma. In tukaj bi lahko govorili o tem dolg časa, no, ampak se mi zdi zelo pomembno to, da dostakrat tudi svoje terapevtske prakse, bom rekel, pri nekaterih ljudeh, ki imajo tak proces, da je njihovo, bom rekel, izraz telesa in duše jih pele v neke globine, ki se jih lahko doživi kot depresijo, dejansko lahko ena informacija obrne preokret procesa, v katerem so. Dejansko lahko en stavk, ki je tista iskra, ki skatalizira karkoli že ljudje pač rabijo. Tako da tukaj se mi zdijo, tako kot te lahko ubije, neka informacija, da lahko tudi pomaga ozdraveti. Pa ne samo v smislu placeba in noceba in tako naprej, ampak gre za nek stik s smislom, ki je v bistvu skoraj vitalna potreba oziroma osnovna potreba človeškega bitja, poleg hrane, ljubezni, dotika in tako naprej, dihanja, vode. Dobro, da dihanje šele na velike. Zanima me, kako te je Wilberg naučil, da ni treba dihati, ko smo ravno pri tem. Jaz mislim, da bi rabo 15 let tega zakajenega prostora, da bi se res naučil, ne? Tako vsak dan. Oziroma, mogoče bi mogoče celo umreti, da bi se naučil, kako ne rabiš dihanja. Ne? No, pa res ne rabiš. Ja, tako da, tehnika je ta hara breathing, se pravi dihanje to, ta japonska v resnici tehnika za dihanje skozi haro. Hara je ta v japonskem trebuhu, se pravi ta spodnji predel telesa, ki ni tako vezan na telo, ampak na dream body v resnici. To se nejoče telo, se pravi na nek prostor zavedanja. Prav, to so 3 osnovni centri hara, oziroma trebuh, srce pa glava. Ne? In v enih japonskih tradicijah delajo to, da trenirajo dihanje skozi haro, skozi presredek dejansko. In to ni razložljivo,
znanstveno so pa dokumentirali ene te mojstre, ki recimo lahko 1 uro ne dihajo, ne, fizično. So jim vse zalepali, in so oni pač. Tako da, ne, to mi je samo pokazal, kako to zgleda na nek način, ampak pač, ne. Lahko umreš tudi zaradi definicije, ne, mi pač verjamemo, da dihati moraš, ne. Pač moraš, če bi že od malega učili, da mogoče 1 uro tudi ni treba dihati, ja. Ne pa dejansko nas definicije lahko ubijajo, ne mogoče, dobro, to so zelo fiziološke zadeve, ne, ampak lahko pa sanjamo o tem, da ne dihamo, recimo. In to je tudi ima neko realnost. In to je tudi Mindela Dream Body, ne, recimo. To so telesne izkušnje, ki segajo onstran konsenzualne realnosti v sanjski svet, v ekstremne situacije, spremenjeno stanje zavesti, v bolezen in tako naprej. Ne? Dream Body je vse, kar lahko doživiš v tem telesu zavedanja, v tem prostoru, v katerem trenutno si, to je Dream Body, recimo. No in če končam prejšnjo misel, kako lahko diagnoze oziroma definicije ubijajo, Tomaš Sas, ta znani mađarski psihiater oziroma kritik psihiatrije, je rekel, da v živalskem svetu velja pravilo ubijaj ali bodi ubit, v človeškem svetu velja pa pravilo definiraj ali bodi definiran. Skratka, dostikrat je tako, da, in to se žal, se kaže, takrat, ko smo pacienti, bolj drugače, ne nujno na nivoju komunikacije s tistim, ki ve o tem trenutku, ki mu damo neko moč za to, da nas pozdravimo, ampak notranji proces dostikrat zahteva od nas, da dejansko premagamo definicijo, ki nam je dana, ne, na nek način, od nekdaj, skozi izobrazbo, skozi kolektivna prepričanja, skozi energijo polja, ki je prisotno, pač neko prepričanje tudi polju prisotno, ne, ki je zelo trdovratno. Tako da, kdaj od nas to zahteva, da dejansko postavimo na glavo biologijo, ne, oziroma znanost, biologijo kot znanost. Tako. Imam to kako vprašanje? Vem, da jih imate, samo morajo priti ven iz... Ja. Kaj mislite o samomorilnih mislih, depresiji, silnih mislih? Lahko si sposobim Arnolda Mindela, pa bom govoril kot on, recimo. Spet je individualen proces, to se pravi. Po vsej verjetnosti je napačno, da nasplošno imamo neko teorijo o tem, kaj to je nasplošno. In vsakega človeka, ki pride s tem izzivom, problemom, obravnavamo na enak način. To je prva stvar. Druga stvar je ta, da večina psiholoških pojmov ali pa diagnoz je razumljena nerelativno. Se pravi, da je nekako senzualna realnost, se pravi to, da imaš samomorilne misli slabo, skratka nekaj je dobro, to je pa slabo za človeka. Se pravi, samomorilne misli lahko se bo ubil, lahko bo, kaj to pomeni, lahko bo koga drugega ob tem poškodoval, lahko bo prehmal končal svoje življenje in ne bo izživel to, kar ne bi živel, ker da vemo, kar ne bi živel. Pa bojo svojci žalostni pač. In to so realne stvari, tako je. In dostikrat je to tisti, bom rekel, vzgib za to, da potem tudi interpretiramo naprej znanstveno neko stvar. Se pravi, da gre za čisto neko človeško, predčloveško, kot bi Nietzsche rekel, čustveno stisko, ki nas vodi v to, da znanost na tem zgradimo. Sicer psihologijo bi težko imamo kot znanost, ker se s sivimi zadevami ukvarja. Čeprav je to na nek način projekt univerze, da bi naredili psihologijo kot znanost. To je ta zunanji, bom rekel, teoretski okvir. Drugače pa, če tudi smrti ne jemljemo kot enega konca, ne, postajajo ljudje, ki dejansko morajo umreti, ki se morajo ubiti, ker je to za njih nek evolutiven korak. Ni pa nujno, ne. In ne bi bilo prav zdaj, da bi nasplošno govorili, ja, če se hočeš ubiti nekaj v tebi, pač se hoče ubiti.
je treba pomagati, poiskati ali pa v bistvu pomagati človeku, da se odpre ta njegov proces, ki mu govori, da ne bi se ubil. Doskrat je tako, da je en del, ki mora umreti, en del človeka lahko dejansko auditivne oziroma impulze pošilja, ki govorijo ubi se in tako naprej. Lahko je to, se pravi, da en del osebnosti, ki hoče umreti, sporoča, da ne umreš. Doskrat se dogaja tako, da recimo pri psihotičnih auditivnih simptomih, se pravi pri glasovih, je dejansko nek realen glas, ki ga je recimo neka oseba v otroštvu slišala, se transformira v nek glas, ki je agresiven, ki govori, da moraš umreti, ali pa da ne smeš ničesar početi, ali pa tako naprej. Kratka, en kup enih procesov je tukaj zraven. In jaz verjamem, oziroma zdaj se govorim kot Mindel, ne, oziroma lahko tudi kot jaz, upam, da ni dosti razlike. Predvsem je pomembno, da ne sklepamo naprej, da vemo, kaj je za človeka dober. Mogoče dobro tudi to, da se ubije. Ne vemo. In da samo probamo poslušati, kot pravi Wilberg, da ljudje ne rabijo pomoči ali pozdravljanja, ampak se pravi, on pravi, da it's not important that we help or heal, but that we hear. Se pravi, to poslušanje s tretjim ušesom, bi on temu rekel, ne? Globoko poslušanje je bistveno, zato, da ustvarimo med tem, ki posluša in tem, ki nekaj sporoča. Ker če en reče, imam samomorilne misli, pa to tebi pove, pomeni, da hoče nekaj sporočiti. Se pravi, nek proces v zadju, ki se skozi nek kanal komunicira s svetom. In pri depresijah in pri večini duševnih motenj je to vedno relacijski problem. Skoraj vedno. Zelo redko se komu v Sibiri zmeša. Mislim, zdaj pa bom škle naprej. Kratka. No, in poanta je ta, da probamo slišati ta proces, ki je v zadju in da probamo pripeljati do te mere, da se zares izraz. Da taka, ki ima ta proces, da v bistvu lahko dojame oziroma začuti, kaj to sploh je. Kaj mu hoče ta njegov proces povedati, kaj mu hoče ti glasovi povedati, kaj mu hoče telo povedati. A je njegov proces to, da se dejansko ubije, pa da pač proba naslednjič, ali pa proces to, da en del sebe umori, zato da bo lahko svoboden, ali da bo lahko pač, da ne bo imel bolečin, ali da skratka karkoli že. To se mi zdi bistveno. Je pa seveda problem strah tukaj, ne? Ko enkrat pač pride nekdo do tebe, ali do svojca, ali do kogarkoli, ki pravi, da se bom ubil, ne vem, pač predstavljam pravi, da se bom ubil, potem pač probajo primarno to nekako zadušiti, ne, oziroma odstraniti. In se šele potem mogoče ukvarjajo s tem, kaj je sploh tam zadnji. In če probamo pač ta glas utišati, doskrat ne doseže tega, kar mora doseči. Ne. Pa ne rečem, da ni dobro, da ljudje življenje rešujejo, tako, mislim, to ni stvar sodbe. Ampak vprašanje, kaj tam je, ne. Ne vem. Zelo radikalno stališče, ne? V bistvu, jaz mislim, da je čisto normalno. Jaz mislim, da bi moglo postati normalno vprašanje. Zato tudi ta smrt, sama smrt, ne, tako bi rekel na prvo, pač, ne samo na prvo, ali še na marsikero žogo bi rekel ušic, smrt, pa skozi nekaj, pa temu sred s kakšnimi pozitivnimi zadevami, barje, pa to, pa. Ampak, kot sem že večkrat rekel na raznih pogovorih, da smrt je vedno problem živih. Oziroma, prav, Arni in šamani prav je vedno zaveznik živih, ne? Pa tisto vloma, ki sem ga prej prebral. Smrt sploh ni smrt v resnici, ne? Dobro, nekdo pač gre, ne? Odide. Ampak tako kot je rekel Montaigne, da ne ve, zakaj se ne tako bojijo smrti, ker le tretjina življenja so mrtvi, ne? Ko spimo, ne? Tako da v bistvu ne vemo, če to ni isto, samo na neki, bom rekel, neke širši perspektivi, ne vemo pač. Oziroma, tako kot pravi Richard Feynman, ne, ta fizik, da večina problemov je zato, ker smo pač toliko veliki, kot smo. Če bi se znali ful pomanjšati, pa ful povečati, bi
večina eksistencialnih problemov je ratala čisto drugačnih. Če bi se fizikalno ful povečali ali pa zelo pomanjšali. Ne? Tako da, jaz mislim, da je radikalna pač na nek način, ampak jaz mislim, da če bi postala bolj normalna, da dejansko dost teh sanskih teles ne bi imeli potrebe, da se na ta način izraža. Tukaj je vedno en diskurs med družbo in posamezniki, ki morajo nekako skomunicirati s družbo. Vse že primer šamanizma, neka psihotično stanje v večini družb, v večini preteklosti to je to totalno drugače kot zdaj, oziroma imelo neko pozitivno, neko konotacijo povezave z ničim višjim. Skratka, če je neko kolektivno prepričanje tako, potem zgine en kup enega strahu, en kup enega sramu, en kup enih teh, bom rekel, procesov, ko zraven pridejo, če greš v neko tako stanje. Večina ljudi trpi tako dolgo časa zato, ker zraven pride še ogromno enih uteži, ki so povzročene ko trčijo kolektivna prepričanja ali pa prepričanja familije, to še posebej. Ne? In dejansko se vsi problemi ožje familije v širše družbe se zlijejo v njih. Ne? Oni so bolni, oni so pač, ne vem, se jim je biokemija porušila, zdaj jim treba pomagati in tako naprej. In to dejansko, ne vem zdaj, če je tako, ampak jaz verjamem vedno bolj, da dejansko s tem še ful veliko dodatne škode naredimo. In mi tudi piše o tem, da se pravzaprav kot senca izražajo te reči ravno zato, ker smo kot družba izrinili vso to svojo sansko dejavnost, se pravi stik s tem, ker ni neposredno produktivno, prijetno, željeno in tako naprej. In da Dušan Šarotar je pred enim mesecem, ko bi tukaj gost govoril o pomenu sanjarije, o poetiki sanjarije, o pomenu pesnjenja tudi. Ne? In danes so vse to postale kletvice v družbi. Ne? Neštetokrat slišimo to povezano. Sam ne pesniti, ne sanjati, pa ne filozofirati. To so. In zato, ker si vse to prepovemo, ker moramo biti skozi operativni, učinkoviti, logični, ne se potem te sanje javljajo v obliki nočne more, drugače bi se pa živele na nek oživljajoč način. Ne? Ja, zelo verjetno, da je tako. Oziroma, tudi vloga transa, oziroma karnevala, kar je bil družbeno nekako fiksiran, je pomembna in tega tudi ni več. Dejansko zdaj imamo samo še alkohol, droge, varanje, recimo, varanje v tem smislu. Gre za to tudi, da tukaj ne gre samo za seksualen čutek, ampak gre tudi za kršenje oziroma za neko strateško odločitev na nek način lahko. Ni nujno, da je odločitev, ampak je neka dejavnost, ki pač, skratka. Začela mora biti zadeti. Zdaj, če se vrnem te knjige, modrosti indijanskih, izumirajočih indijanskih poglavarjev oziroma družb, Arnold Mindell tudi pravi, da je tak problem v teh družbah, ki so še deloma povezane s preteklostjo, ampak živijo že v tem svetu, alkoholizem in vse ostalo, zato ker enostavno je to edini način, kako prijeti v stik s tem sanskim svetom, ki je bil prej vsakodnevno prisoten v družbi. Ne? In dejansko je pač alkohol, ki je bil včasih tudi zaveznik, indijanci, severnoameriški so imeli prav alkohol kot praktično psihogeno substanco, oziroma koliko lahko zasuženi, če ga uporabljaš iz nekega razloga, ker hoče uživiti nekaj, kar je umrl, tako mu rekel. Tako da večkrat v večini družb so imeli neke rituale, pa neke skupinske, karnevalske, orgiastične rituale. Bistvo rituale je to, da je hkrati totalno strukturiran in hkrati totalno svoboden.
Ne? Se pravi, neka zelo močna struktura, ki je ni sama zaradi sebe tam, ampak je povezana s predniki, povezana z zemljo, povezana z duhovi, povezana z elementi, skratka ima neko tako precej močno zaslombo, ne? Je totalno strukturiran in dejansko ti nalaga, da spustiš vse. Ne? In veš, da lahko spustiš vse zato, ker je zadnji 10.000 let tega polja, ki ti to dovoljuje. Ne? Oziroma, pač. In tudi zdaj iščemo druge načine, oziroma naša sanjajoča telesa iščejo druge načine za doseganje tega. Ne? In pač bolezen je ena izmed njih zelo pomembna v današnji družbi. Tako da, jaz mislim, da bo vedno več bolezni, vedno več norosti. In to mislim, da je to dobro v resnici. Sam v resnici ni čist dobro, ne? Ampak vse verjetnosti bo tega vedno več. Ne? In potem pač je, izgubili smo bitko z rakom in tako Svetovna zdravstvena organizacija. Ne? In tako, jaz še niste začeli, ne? Oziroma zakaj bi, ne? Tako hočem reči, da tukaj je veliko enih, no tukaj je recimo filozof, ne? Pride. In preobrne, da neko informacijo, da cela stvar se pokaže v neki drugačni luči. Jaz imam kolega, ga večkrat omenjam, ki je poseben, ki dela na kliničnem centru in je tudi, rekel, ljubiteljski filozof. In on pravi, da bi bilo absolutno nujno, ne samo na tako neke projekte delati s filozofsko fakulteto, pa z ne vem čem, da se premisliti, ampak tam premisliti osnovne pojme tega, kar počnejo oni tam. Tako prav klinično. Rekel, da to brez tega so pač mehankari. Nizoči so okej. Problem je, če živijo pripričani, da niso, ne? Sam mehankari. Pa se začnejo zanimive stvari dogajati. Na tvoj doktorat kliče Igor, veš? V kliničnem centru, ali? Je že toliko napisanih, da rabim. Je še kakšno vprašanje, komentar, niso jališ? Spremenjene zavesti, sedeli smo malo alkohol, pa prej je bilo dihanje. Od tega grofovo holotropsko dihanje poznate? Ja. Mislim, kakšne so še skoki v te spremenjene zavesti legalne, rečemo, no? Legalne, ker je holotropsko rečemo, da je legalno, ne? Ja, Kaj še obstaja, oziroma... Ja. Se pravim, bolezen je ena izmed njih, ne? Ja. V širšem pomenu besede. Ta je najbolj legalna, oziroma ta je najbolj tako... Pa zastojni. Ne moramo drugega, kar da zbolimo, no, tako. Ja. Pol je pa zelo različno, ne? Za ene je že prenajedanje lahko, bom rekel, prehod v spremenjeno stanje zavesti. Droge, alkohol recimo, ne? Marsikaj lahko. Tako kakšne nedestruktivne, recimo. Ja. Dihanje, ne dihanje. Žal tako je, ne? Zato sem te destruktivne, ki so spet v navednicah destruktivne, odvisno, ko gledaš, dejansko so na nek način, čeprav imajo tudi nek svoj pomen, oziroma nek svoj smisel. Žal v današnji družbi tukaj nimamo dosti drugega na razpolago, kot te, ki so destruktivne. Zelo da bi s tebe odgovorila tudi mi del, ki ti ne boš. Zaradi intervjuja, ki sem ga gledala z njim. On priporoča tehniko, kjer se človek maje, podobno tist, ker mi tudi nekateri se poznamo to bolj, pa tudi izvajamo skupaj. Ampak dejansko gre za to, da lahko zapreš oči in samo slediš in on pravi, da prideš s tem v stik s tem, kar imenuje space-time dreaming. Se pravi, ko bi zdaj recimo, se predstavljam. Ampak gre za to, da človek zapre oči in je potem s čisto mehkovo v bistvu slediš temu spontanemu toku giba noter in hkrati tudi roke sledijo. Ne vem, če prvim delu, tudi to tehniko neko drugod poznam. Ampak to je recimo ena taka zelo močna
zelo močna stvar. Mi je bilo pa zanimivo ravno zaradi tega, ker je on omenja kot nekaj, kar daje zadelati tudi raznim menedžerjem, bankirjem in tako, ki so najbolj zategnjeni in ki pravi, ko pride na sestank z njimi, so tako, kot prav vidiš v teoriji, da so. Treba samo če, in v bistvu imajo tudi take ideje. Mene učitelj, ki vam jaz rada, prav, da bojo tudi potem take sindrom, si sem njih usilim. Že samo, če jim reče, da sprostijo vrat, da začnejo malo z glavo, kako se te ideje postanejo v bistvu nekaj popolnoma drugega, ne? Kako se v bistvu v telesu stopi se začne dogajati nekaj popolnoma drugega. In recimo telesne tehnike, ne? Ti delaš tudi z bodyworkom, pravzaprav so to stvari, ki tudi predstavljajo oziroma vodijo v... Kaj je bolj po mojem stvar namena, pa definicije spremenjenega stanja zavesti. Sanjanje recimo je eno izmed spremenjenih stanj zavesti. Odvisno, kako ga dojemamo in kako ga uporabljamo. Ne? Zdaj, tudi recimo te tehnike, ki jih imamo, ki jih delamo namenoma, so lahko ali pa tudi ne spremenjeno stanje zavesti. Zdaj, to bi mogli še malo predeliti, kaj to sploh je. Ne? Doskrat je telo zelo uporabno za to, da spremenimo v določenem kontekstu, recimo. Če bi bili na neki vadbi, ne, pa se na glavo vsi postavimo, je to neka, je še znotraj, bom rekel, te jezikovne igre, ki jo imamo tam. Če se potem na enem takem sestanku, ne, Veš takoj v spremenjeno stanje zavesti. Tudi zato, ker v bistvu se ustvari eno vzdušje šoka v prostoru. Predvsem gre pa oni drugi v spremenjeno. V resnici, spet kaj tako kakor bolezni, je po moja individualna stvar, kaj to za nekoga pomeni. Šamani recimo pač so, to kar v širšem pomenijo besede, so na nek način ta prehod uporabljali za to, da so pomagali svoji skupnosti recimo, ne? In so imeli neke tradicije, učitelje, skratka neke tradicije znanja, ki so prihajale z roda v rod, bodi si trans, boben, muska, rastline, skratka bolezen je bila bistvena za vstop v to, ne? Tako da, po mojem predvsem odvisno od konteksta, makro in mikro konteksta, kako se to dojema. Je pa ponavadi, Mendel tudi definira v ožjem smislu spremenjeno stanje zavesti takrat, kadar smo soočeni z neko grozljivostjo. Takrat, kad nam je fajn, ni nujno, da smo spremenjeno stanje zavesti. Tam se pravim, tukaj je treba malo kontekst upoštevati, po mojem. Če ne pa pač, vsi vemo, da lahko tudi so druge stvari, ki nas zihar pripeljejo tja, spremenjeno stanje. Če smo v dvomu, ali smo ali nismo, obstajajo rastline, tehnike, ki nas brez dvoma pripeljejo tja. Tako da, kaj s tem naredimo, je pa druga stvar. Yes. To je čisto tako. Moramo se predvsem vprašati, zakaj bi se želeli spremenjeno stanje. To je bistveno vprašanje. Če nas to matra, ne? Oziroma, če nas na to vprašanje upesti, se moramo vprašati, zakaj se želimo. Ja. Pa so pa razni načini, kako prideti, če treba. No, ampak, če si že telo omenila, mi smo zelo bogi, kar se tega tiče v tej današnji kulturi. Tako, v bistvu ne uporabljamo niti znanj, ki so, niti nekako smo malo prestrašeni, no, kar se zelo konzervatorski smo in s tem napredek medicine, zdravo življenje, mentalno zdravje, skratka vsi ti neki družbeni koncepti so zelo taki konzervatorski. Kar ni nič narobe, ampak če si kdo želi malo večdimenzionalno izkušnjo življenja, pač mora še kaj drugega probati. Samo to je, po mojem. Okej, še kdo kaj dodal? Vprašal? Jaz bi, ker ne poznam tako dobro. Bo pa zanima, da spoznam čisto besede. Me zanima ta del, menijo si
terapevtski del, mislim si pravi besedo, kjer 1 na 1 pravzaprav apliciraš te stvari, o katerih si govoril. Kaj počneš, oziroma kaj te tam zanima? Kakšna terapija je to? Kaj? Ja, no. Tako, direkt, povej. Super, no. Zdaj smo na kameri, tako da. Ne. Ne, jaz... Zdaj moram, no? Jaz sem tudi... Jaz pač delam bodywork, razne tehnike, kjer greš lahko od čisto neke sprostilnih tehnik za dobro počutje do spremenjenih stanj zavesti, se pravi od akupunkturne masaže, kraniosakralne terapije, teh dihalnih tehnik, rebirthing in tako naprej. Skratka, to so samo orodja neka, no. Pa sem pa doštudiral še naturopatijo, to je v bistvu nek celostni ali pa neka komplementarna medicina, recimo temu. Tam je pa več smeri in delo z rastlinami, od hrane do tinktur, do floriterapevtskih esenc, do skratka rastlinski svet. Pol je tako imenovana energetska psihologija, se pravi, ki se ne ukvarja psihoterapevtsko, ampak se ukvarja s telesnim delom, se pravi s dušo, kot je utelešena v telesu, se ukvarja z raznimi simptomi, z delo simptomom je to. To delam, pogovarjam se, probam poslušati s tretjim ušesom, kaj svetujem, tako, to v bistvu delam. Malo probam tudi, če je pač proces tak, če je nekdo zelo odvisen od tega, da razume stvar, je smiselno mu razširiti neko razumevanje svojega stanja na ta način, da mu malo bariero postaviš na njegovo. Skratka, da mu pomagaš, da izstopi iz svojih okvirov. In to je dostikrat že veliko. In to se lahko na več načinov počne. Dostikrat čisto fizično, recimo, ne. Če slediš enemu procesu, če se ti z nekom pogovarjaš, pa vidiš, da on govori, da kako je napet skozi, pa da ful se mora sprostiti. Ali pa da on leze tako po stolu, ne. Pač lahko to vidiš in rečeš, da se pač razleze tam po stolu, ne. In ko si to dovolj, recimo, ne, da se razleze tam po tleh, že to je lahko ena, spolj čak malo, jaz sem napet, zakaj pa zakaj na tleh ležim. Tako, to je en primer, recimo, dela simptomom, oziroma s tem signali, ker tega se tudi še učimo resnic, ker to je ni lahka stvar, ker je tudi kontra malo s čemu in se moraš soočati s strahovi, s možnostjo izgona, inkvizicijo, s oblastjo in čemu sem. Ampak, no, to je nek tak pristop širš, mislim tako okvirno, no, kako ga sledujem. S kakšnimi težavami se pa največ obračajo ljudje imate? V tem smislu terapevt. Zadnji čas se veliko delava s kolegica Tonelino, skupaj tudi. Tako da se obračajo. Ja, vse nek tak presek v resnici. Tako je, kakršnokoli težava ima nekdo. Če je čisto splošen pristop, najprej treba v centru urgenco. Če nekdo pač si zelo mnogo gre na urgenco, to so ene take logične zadeve. Pa imaš pa še veliko teh sivih, ki ne vejo čisto ljudje, kronične, čisto fizične bolezni, skratka vse možno. Presek populacije prihaja. Zadnje čase pa v bistvu tudi precej nekako prihaja ljudi, ki nekako s motnjami duševnimi, če bi pač tako definiral, kar rabijo še nek nov pogled ali pa neki zazraven, no? Ker so recimo že v neki psihiatrični obravnavi, pa kar rabijo še neko podporo ali pa neko razširitev. Tako da, ja, no, to, vse, pač ljudje s svojimi procesi prihajajo. Enim se izražajo tako, drugim drugač, enim je kronično, enim imajo relacijske probleme, ampak jaz primarno se s telesom ukvarjam, no? Sprav, kako se to skozi telo izraža.
pa imajo tudi tako imenovano filozofsko terapijo, kot sem prej rekel. Da je zadolž že to, da dejansko spodneseš človek odprt, oziroma odprt izpod nog, kaj nekaj ponad na mizah stojijo v noci. Pretem, da posledno. Ko ležijo. Že to je lahko en tist tak sum, ki lahko človeka pripravi tega, da čak malo, okej, mislim, je nek ovid, ki ti lahko pomaga pri temu, da speleš, kar moraš zaspeljati. Bistvena beseda se mi zdi, da je ponižnost tudi tukaj, no. Nek tak to Mindel tudi ful ponavlja, ta začetniški oziroma razsvetljeni začetniški ne razsvetljeni v smislu, zdaj pa jaz vem, ampak to, da si dosti dolg časa tudi sam trpel, oziroma žgal svoje telo, da lahko rečeš, okej, ne vemo, kaj je, ampak dajmo malo sanjati, tako, da vidimo, kaj rata. Tako da, to se mi zdi pomembno. To je eden glavnih ovir na poti terapeuta in tudi tega, kaj na poti samospoznanja. Mindel pač po Castanedi 4 osnovne ovire oziroma bodoče zaveznike omenja strah, jasnost, moč pa starost. To so strah vsi poznamo, veliko stvari ne naredimo, ker nas je strah, ali da bomo umrli, da bomo zboleli, ali da nas bojo izključili od nekod, ali da bomo zasmehovani. Skratka, to, čim srečaš pri kakršnekoli dejavnosti ta rok, šit za me pa strah, da se bo nekaj zgodil, pomeni, da si prišel do tega demona oziroma tega zaveznika. In to pomeni, da moraš v bistvu zgraditi odnos z njim. Kakršenkoli že je. Skratka, da ne greš stran, zbežiš, ampak da nekako počas probaš tem delati. Jasnost je tudi sploh v teh v našem svetu. Če nekaj ni razložljivo, pa ni smiselno o tem govoriti. Do neke mere je to res, ampak se ni nujno, da govorimo o tem. Tako da, moč je eden izmed težjih, ker enkrat strah pa potrebo po tem, da kontroliraš stvari, da razumevanje premagaš, pa dejansko prideš v stik z neko močjo. In pa se hitro napihneš in zgubiš to ponižnost pred lastnim procesom in pred drugim in pred bitko, kaj drug bije tam v tebi. Starost je pa tudi problem, če je starost senilnost, se pravi, če je starost neka apatija. Če rata nek odmik od sveta, od učenja, od ljubljanja, od življenja, od trpljenja, skratka, ni nujno problem. Ar ni tak prav, da Mindel, da smo hkrati vedno otroci in starostniki, če smo stari. Oziroma, vedno smo hkrati 10.000 let stari in hkrati smo otroci. Vse to v tem našem dream bodyju živim, kljub temu, da smo biološko pač malo zgubani, pa da imamo eno vrečo zdravil, ki jih moramo imeti. Preden se postaramo, še kako? Tri, dva, ena. Tukaj malo prezračimo prostor in svoje misli. Jure, hvala, mislim, da si nam dal veliko hrane za misli. Še enkrat ponoviva knjige, ki so bile z nami. Friedrich Nietzsche tako govoril Zaratustra, Carlos Castaneda, Moč tišine, Kako naj jo prodamo Modrino neba, pod uredništvom Grofa Spiritual Emergency, Mindelova The Shaman's Body in Wilbergova The Little Black Book of Negative Things, se prav zapomnila. Okay. Tako da tu imamo zdaj kar nekaj branja za dolgo. Hvala, ker smo lahko danes filozofirali, sanjarili in pesnili skupaj, ker se meni tiče zelo dragoceno. Drug mesec se vidimo 10. maja, ko bomo praktični, družbeno aktivni. Z mano Črt Poglajen, ki je direktor Inštituta za prekarne študije. Pogovarjala se bova med 1. majem in Dnevom mladosti o sodobnih definicijah dela, družbenih problemih in podobnih rečeh. Sorry, ne, okej. Tako dream body se. Signal je prišel.
Ne zamerati. Tako da se bomo mogli ocanjati ven s časom. Ok, tako da vabljeni vsekakor tudi drug mesec. Jure, najlepša hvala, da si Hvala vam. povedal, kaj bereš. Filozofi bi rekel, povedal sem, to nisem, ne? Delal sprav, on ima celo knjigo o tem, kaj filozofija ni, oziroma kaj mišljenje ni, tako da to je lažje. To, kaj je malo pretenciozno, ne? No. Da, mislim, da isto je rekel že Boris Šinik. Ja, povej mi, kaj bereš in povej ti, kdo misli. Ne, še vedno sem.